SD se je prebil v parlament, kar je bilo tudi za pričakovati, kot za zdaj kažejo rezultati, sicer niso še vse glasovnice preštete, pa nihče iz stranke Solidarnost. Je to razočaranje? Ni razočaranje. V letu trojnih volitev se je stranka Solidarnost odločila, da želi sodelovati. Odločili smo se za predvolilno sodelovanje s socialnimi demokrati. Po sporazumu, ki ga imamo, bomo skupaj tvorili poslansko skupino, očitno brez izvoljenega poslanca oziroma poslanke iz vrst Solidarnosti, kar pa ne pomeni, da se naše sodelovanje zaključuje. Pred nami mislim, da je čas, da se Slovenija obrne v levo. Danes sicer smo dobili velikega zmagovalca, za katerega ne vemo čisto natančno, v katero smer, torej bo šel proti levi sredini ali proti desni sredini. Kakor slišim, tudi drugovrščena stranka ni polno legitimirala teh volitev. V vsakem primeru na stranke Solidarnost čakajo nas lokalne volitve, čaka nas, da se začne resno delati na konstituciji, na lokalnem nivoju, iti na lokalne volitve in potem zgrajevati stranko, kot smo obljubili na ustanovnem kongresu. Na evropskih volitvah ste nastopili sami, na državnozborskih ste iskali zavezništvo, kako bo pa z lokalnimi? Zdajle v teh prihodnjih dneh bodo vsi strankini organi sklicani, da opravimo preliminarno analizo in se odločimo, ali ustrajati v zavezništvu z socialnimi demokrati tudi na lokalnih volitvah v oktobru ali pa iti znova na samostojno pot. Sicer kako komentirate rezultate? Mogoče je presenečenje tako visok rezultat Združene levice, s katerim ste se tudi vi povezovali? Tako, mi smo z njimi skušali vzpostaviti nek dialog, do tega ni prišlo. Ena od njihovih strank te koalicije pač ni želela pogovorov, kar je seveda legitimno, nam se zdi seveda škoda. Jaz sem vesel, da je prišla Združena levica v parlament, zdi se mi, da prenašajo to novo neko energijo. Moram reči, da programsko smo si izjemno blizu, nekateri ključni pogledi na to, kam bi morala iti Slovenija v prihodnje, so zelo podobni. Verjamem pa, da potem, ko so dobili to priložnost, da bodo znali tudi izkoristiti in prevzeti odgovornost za spreminjanje družbe v smeri, kot jo napovedujejo. Hvala.